govorite samo o uspehih ministrstva. Obstaja kakšen neuspeh, kakšen zadeva, ki če jo danes gledate, je ne bi storili? Upam, da niste mislili na kadrovsko področje. Mislim, da zato mi za vsi veste, kaj sem povedal. Šteli ste kar nekaj uspehov ministrstva. Mene pa zanima, kam števate Telekom Slovenije in neuspelo prodajo paketa. Kar se tiče Telekoma Slovenije, moram reči, da je Ministrstvo za gospodarstvo storilo vse, da bi na transparenten, gospodaren in razvojno naravnan način se tudi delno umaknilo državo iz te naložbe. Namreč vse skozi smo bili na stališču, da država mora ohraniti vsaj kontrolni delež v tem podjetju. Zato smo vse od začetka mandata vodili aktivnosti, ki so privedle do javnega razpisa, do zbiranja ponudb. Veliko pripravljalnih dejanj je bilo potrebno narediti. Danes ste že verjetno vsi pozabili, da ob nastopu te vlade Telekom ni bil uvrščen na borzo, ni kotiral na borzo. Zelo pomembno pripravljalno dejanje je bilo uvrstitev Telekomovih delnic na borzo in s tem dobitev neke tudi pomembnega kazalca cene, to je seveda borzna cena. Drug pomemben pripravljalna aktivnost je bila ureditev vprašanj povezanih z vračanjem v javno telekomunikacijsko omrežje. Podedovali smo razmeroma neučinkovito rešitev, ki je seveda bila zapisana, bila pa je neizvedljiva. V naravi skozi poravnave med upravičenci in pravobranilstvom je bilo ogromno odprtih vprašanj in zato smo morali seveda spremeniti kar dvakrat, če se dobro spomnim, zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. In seveda temu so sledili vse ostale pripravljalne aktivnosti, najprej strategija umika države iz te naložbe, na to posamični program, na to seveda tudi ostalo vrednotenje, skrbni pregledi in seveda vse skupaj je rezultiralo v javnem razpisu, kjer je bil izveden na mednarodni ravni. V Republiki Sloveniji se ne mudi za vsako ceno prodajati tako dobre naložbe, kot je Telekom Slovenije. Zato smo seveda tudi ob analizi prispelih ponudb ugotovili, da nobena izmed njih ne izpolnjuje naših pričakovanj. In zato Telekoma nismo prodali. Najslabše bi ravnali, če bi prvič to ne poskušali in če bi drugič prodali na vrat na nos nekaj, za kar nismo bili zadovoljni s ponudbo. In zato ocenjujem, da je bil postopek in vse, kar je bilo povezano z namero države, da se umakne iz te naložbe, izpeljano optimalno. In ne vem, spoštovana, to je retorično vprašanje, ali je za slovenske državljane uspešnost prodaje v tem, da jo prodamo, ali v tem, da jo preudarno prodamo. Jaz mislim slednje in zato smo ravnali preudarno in najbolje v okviru objektivnih okoliščin, ki so vladali. Torej tudi ta postopek je bil uspešen.